Pozdravljeni v oddaji Aktualno na GFML. Pozdravljena. Pozdravljena nazaj. To je že naša 107. oddaja. V šolo smo se po počitnicah vrnili v sončno vreme. Prav tako pa smo po 2 letih v šolo zakorakali kar brez mask. Da pravljice niso samo za otroke, smo spoznali v okviru projekta SKUM. Pravljice nas opogumljajo, da delamo dobro. Je misel, ki jo je zbranim dijakom prenesla priznana slovenska pravljičarka, pripovedovalka, inspirateljica ljudskega slavstva Anja Štefan. Pripovedovalsko-glasbeni dogodek, ki sta ga izvedla z Janezom Dovčem, nas je popeljal v svet ljudskega slavstva, tokrat slovenskega in arabskega. Pravljice s svojimi simboli in metaforiko prinašajo mnoga sporočila in od poslušalca do poslušalca je različno, katero resnico prepozna v njihovi vsebini. Tokrat smo se v zgodbah soočali s pravico, z dobroto in hudobijo, s poštenostjo in nepoštenostjo, smrtjo, pa tudi z resnico o tem, da vsem ljudem nikoli ne moreš ustreči. Predstavi je sledil pogovor s pripovedovalko, ki je dijakom 3. V povedala, kako je zbirala ljudsko slavstvo in kako se loti pripovedovanja. V marsikom od zbranih je prebudila otroške spomine na pravljice in pripovedovanje. Srečanje s pravljičarko je bil uvod delavnici s pripovedovalko Špelo Frlic. Začela sem na Radiu Študent v Ljubljani pri skupini Za 2 groša fantazije, potem pa že med študijem, potem pa je to postalo počasi tudi moja služba ali pa moja dejavnost. Veliko pripovedujem otrokom, kar pa ne pomeni, da je to najljubše, kar počnem. Zelo rada, seveda, ampak mi je lepo, če lahko pripovedujem tudi bolj kompleksne zgodbe odraslim ali pa dijakom. In všeč mi je tudi, kadar lahko pripovedujem recimo literaturo. Sprav roman za mladino, za odrasle, sprav še kakšne druge teme, ki niso ljudska pravljica. Dijaki umetniške gimnazije so spoznavali veščino pripovedovanja v vsakdanjem življenju. Z različnimi pripovedovalskimi igrami so ugotavljali, kako pomembno je aktivno poslušati, se odzivati na povedano ter seveda, kako se lotiti pripovedovanja. Dijaki predšolske vzgoje so se posvetili predvsem pripravi nabora krajših zgodb, ki jih bodo pripovedovali predšolskim otrokom marca na delovnem usposabljanju v vrtcih. Jaz sem se počutila zelo fajn. Se mi zdi, da ste živahna in taka fajn delovna skupina. Tako da jaz upam, da so se nekatere veščine, za veščino smo razviti, tega ne razviješ v 1 uri ali pa v 4 urah, ampak če nam je uspelo mogoče opozoriti na kakšne in odpreti veselje do pripovedovanja in izmišljevanja zgodb pri vas, potem se mi zdi, da smo en pomemben cilj dosegli. No. Obe skupini sta se srečali še z 2 didaktičnima igrama, ki jo razvija gostja, in sicer s pripovedovalskimi kockami in pripovedovalskimi prosojnicami. Dnevi pripovedovanja in poslušanja zgodb ter pravljic so minili v sproščenem in igrivem vzdušju. Projekt SKUM, v okviru katerega so potekali vsi dogodki, pa se je še enkrat izkazal kot odlična priložnost za neposredni stik s kulturo in njenimi ustvarjalci. Ena od nepozabnih aktivnosti na GFML, ki jo vsako leto nestrpno pričakujemo, je prešernovanje. Letošnje prešernovanje, s katerim dijaki 2. letnikov počastijo spomin na največjega slovenskega pesnika in se obenem poklonijo kulturi, se je zaradi korona razmer odvilo konec februarja. Dijaki vseh 3 programov so imeli tako ves mesec čas snovati svoje gledališke točke, s katerimi so interpretirali Prešernovo življenje in delo. Nastale so zanimive in zabavne točke, od Gasarjev in Limk, Prešernovih halucinacij, Julijine smrti v času romantike in v sodobnosti, do iskanja Čopovih in Prešernovih morilcev v slogu komične kriminalke. Dijaki 1. letnikov, ki so si z zanimanjem ogledali prireditev, se bodo s tovrstnim ustvarjanjem srečali prihodnje leto. Se že veselimo njihovih točk. Kdaj ste nazadnje kaj napisali z roko, namesto da bi tipkali ali klikali?
V tednu pisanja z roko smo spoznali pomembnost prav te veščine. Voilà, chers élèves, on sait tous que c'est très bien d'écrire à la main. Et René, pourquoi pour toi c'est bien d'écrire à la main? C'est bon pour des raisons culturelles et historiques. C'est bon pour la créativité. C'est bon pour la mémoire. ¿Por qué te gusta escribir a mano? La escritura es buena para una mejor memorización y para estudiar. Escribir a mano es bueno para nuestra creatividad. Februar je Svetovni dan materinščine. Obeležili smo ga s kratkim filmom, kjer lahko spoznamo bogatstvo maternih jezikov, ki se prepletajo na naši šoli. Na gimnaziji Franca Miklošiča že 6. leto sodelujemo v projektu Jeziki štejejo in letos smo si za dan materinščin, to je danes 21. februarja, nekako zadali nalogo, da predstavimo materinščine dijakov in zaposlenih na naši šoli. Vemo, da je na svetu okrog 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi in dostikrat se ne znajdemo in teh jezikov v svojem okolju niti ne prepoznamo. Večini dijakov in zaposlenih je materni jezik slovenščina, se pa najdejo tudi taki, ki so jih življenjske okoliščine pripeljale v rabo 2 ali večjih jezikov. Feliz Día Internacional de las Lenguas Maternas. Dobar dan. Jó reggelt. Jó napot. Szia. Presenetje. Mirdita. Hola. Dober deň. V sodobnem času, še posebej pa v tako majhnih deželah, kot je Slovenija, običajno govorimo več jezikov, ampak med vsemi jeziki, ki jih znamo, je materinščina prav poseben jezik. Zame je to slovenščina in to je jezik, ki ga imam resnično najraje. Materni jezik oziroma prvi jezik je za vsakega posameznika najpomembnejši. Prvega se ga naučimo, ga najbolje obvladamo, hkrati pa
razločujemo tudi najmanjše podrobnosti. To v drugih in tujih jezikih zelo težko dosežemo. Je pa še eno dejstvo. Ponavadi se kot materinščine ne naučimo knjižnega jezika, ampak narečje. Tudi zame je moj prvi pravi jezik, materni jezik, prleščina, ki jo imam tudi zelo rad. Materni jezik pa ima še eno nalogo. Prvič nas čustveno povezuje z ljudmi, ki jih imamo najraje, torej starši ali skrbniki zgodnjega otroštva, hkrati pa nas povezuje tudi z narodom, ki mu pripadamo. Torej, življenje na dvojezičnem območju je lahko zelo zanimivo, zelo poučno in pa, kako bi rekel, zelo bogato. Kajti živeti z večjimi jeziki hkrati, kot so recimo v mojem primeru bili madžarščina, nemščina, je samo pripomoglo k temu, da znanje jezikov še vedno bolj obogatiš, jih ohranjaš, seveda, če še naprej živiš na tem območju. Najbolj pomembno pa je, da ohranimo eno misel zmeraj v svoji glavi in sicer tisto misel, ki jo že vsi zelo dobro poznamo, več znaš, več veljaš, enako velja za jezike. To je edino znanje, ki tega nihče ne more vzeti. A magyar nyelv az anyanyelvem, de a szlovén nyelvet is szintén anyanyelvi szinten tanulom és beszélem. Magyarul számolok, gondolkodok, álmodok. Már kiskoromtól 2 nyelvnevelést kaptam. Apukámmal mai napig csak magyar nyelven beszélek. A foci csapatunkban is sok magyar játékosunk van, ezért a magyar nyelv tudása nagyon segít a pályán. Nagyon hálás vagyok annak, hogy 2 nyelvű környezetben nőttem fel, hiszen így 2 kultúrához is kötődöm. Az általános iskolában 2 nyelvű oktatás volt. Szóval 2 nyelvű tankönyveink voltak, 3. osztály 2 osztályfőnökünk volt, egy magyar és egy szlovén. Ki lehetett választani, melyik nyelven fogjuk tanulni a tantárgyakat. Nagyon sok magyar könyvet elolvastam már, és nagyon szeretem őket. Ezt a jó szokásomat a továbbiakban is folytatni szeretném. A magyar nyelv miatt nagyon sok embert ismertem meg az otthonomon kívül, rengeteg kapcsolatot kötöttem magyar nyelvet beszélő emberekkel. Általános iskolában nagyon sok táboron és jutalomkiránduláson vehettem részt. A magyar nyelvnek köszönhetően nagyon sok ismerőst és barátot szereztem. A magyar nyelven sok a különbség. Már az ABC-ben, amelyben 43 betű található. A hangok, melyek idegenek legtöbb problémát okoznak. Az A, E, I, U, Ü, a Ny, Gy és a J. Lendva és határ közeli területi beszéde a magyar és szlovén nyelv vegyese. Úgy sokszor történik, hogy a mindennapi beszélgetésben kifejezéseket mind a 2 nyelvből használjuk. Lehet egy kávét szmetanával. Na mi van most? Megyünk petekfestára? Ha lehet, akkor majd zabeležizok, meg se čujem, ugye? Te tudod, hogy mi a najväčšia fora? Mivel csak a szüleimmel és nagyszüleimmel beszélek magyarul, fakultatív magyar órákra járok, hogy ne veszem el kapcsolatot magyar nyelvvel és kultúrával. To, da pošto živimo jako blizu granice s Hrvatskom, puno nas ima roditelje rođene u Hrvatskoj. I tako se desi da se pored slovenskog i mađarskog spominamo i na hrvatski, odnosno međimurski. I što više je jezik puno sličniji slovenskome, često se desi da imaju ljudi poteškoći u njegovom ispravnom upotrebu. Na primjer, ovo ovdje je stol, a ovo tu je stolica. Uz to znam još čuda državi čiji građani jednim stvarima veliju jako slično kak mi. Hallo, ich bin der Luis, ich bin Freiwilliger hier am GFML. Für die deutsche Sprache bin ich Sprachassistent für dieses Schuljahr in der Schule. Für diese Zeit habe ich die Ehre, könnte man sagen, die slowenische Sprache zu lernen. Und ja, es ist keine leichte Sprache, das muss man zugeben, aber bisher macht es mir eigentlich immer noch relativ großen Spaß.
Das liegt aber auch daran, dass ich Sprachen sehr gerne lerne. Und tatsächlich denke ich, dass es mir hilft, dass ich Deutsch-Muttersprachler bin, um Slowenisch zu lernen, weil die Sprachen doch relativ ähnlich in ihrer Konstruktion sind, mit den Fällen, um nur ein Beispiel zu nennen. Das heißt, mir fällt es eigentlich, oder ich bin relativ bevorteilt mit dieser Voraussetzung, könnte man sagen. So wie es mir jetzt geht als Deutscher in Slowenien, sehr gut eigentlich. Ich habe mich sehr gut eingelebt. Tatsächlich kann ich auch manchmal Deutsch hier sprechen, weil es hier einige Leute gibt, vor allem ältere Menschen, die auch noch Deutsch können, manchmal auch noch besser als Englisch. Das heißt, auch gerade in dieser Region hier ja, kann ich mich in meiner Muttersprache verständigen, was natürlich sehr schön ist. Allerdings versuche ich auch natürlich langsam mein Slowenisch immer mal wieder zu erproben. Das klappt immer mal so, mal so. Ansonsten finde ich dieses Land sehr toll und habe auch schon einiges gesehen und genieße meine Zeit hier sehr. Nejo, Anesa, kam късмет виет, я ме либо на Словени, съм тренирателя, jam ga Macedonia. Unia Fatriona i kam nasleduješ. Vinga Kosova i kam Šiptara. Sot de vlasim v regiuni Ščipe. Džuje Ščipe osofije Ščipja, džuje vedega avečante familijes in evropjane, če vidite na mašum se 6 milijon njerëz, kryesisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut, por edhe në zonat e tjera të Evropës lindore, ku ka një popullsi shqiptare duke përfshirë Malin e Zi dhe lindin e Preshevës. Është gjuha zyrtare e Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe gjuhë bashkëzyrtare e Maqedonisë së Veriut. Gjuha shqipe ka dy dialekte kryesore, gëgërishten, toskërishten. Alfabeti i gjuhës shqipe ka 36 shkron, 7 zanor dhe 29 bashkëtim njëllore. Këto janë disa fakte për gjuhën shqipe. Добрий день, мене звати Нуша і я представляюсь українською мовою. Добрий день, съм Нуша і тако се представиш в українщині. Съм полсловенка и полукраинка. Мой матерни език е украинщина. В Украині се вечинома поговаряю в украинщині, са па туди предели, кjer говориjo руско. В Украині мають 3 наречия. В заходнем делу je to zapedensko, v jugozahodnem delu je to jugovostočno in na severu je to severnomorje. To je z moje strani vse. До побачення. Приветствую, меня зовут Алиса Тимофеева, и мне 18 лет. Я жила в России 10 лет, я переехала в Словению 8 лет назад. Когда я переехала в Словению, мне было очень довольно трудно разговаривать, так как русский сильно отличается от славянского. Точнее, он отличается в письменности. На славянском это латиница, на русском это кириллица. Сам русский используют в 16 странах, среди которых есть Украина, Белоруссия и Казахстан. Также русский очень похож на славянский в плане диалектов. Например, у нас в России есть московский, петербургский, северный или вологодский диалекты, а также у нас есть жаргоны и сленги. Я рада, что я участвую в этом проекте, и я поздравляю вас с праздником родного языка. Moj materni jezik je romščina. Romski jezik govorim že od malega, poleg tega pa govorim še mađarsko, slovensko, angleško in hrvaško. Romi imamo kar 13 različnih skupin romskega jezika. Tudi v Sloveniji govorimo drugače. Jaz, na primer, nimam enake romščine kot Romi iz Murske Sobote in okolice, vendar se jezika med seboj zelo povezujeta. Doma se pogovarjamo le romsko, v šoli in na drugih mestih pa uporabljam slovenščino. Romi smo etnična skupnost, ki nimamo svoje države, imamo pa svojo zastavo, ki je modre barve, ki predstavlja nebo, zelene barve, ki predstavlja naklonjenost do narave, ter na sredini ima kolo, ki je rdeče barve.
kar pa simbolizira potovanje skozi čas. Imamo svojo himno Dželem Dželem, ki jo je zapel romski kralj glasbe. Šaba, kaj pa ti delaš? Nikak, čim se malo za slovenščino, kaj den materinščin, pa ščen malo predstaviti. Kaj pa je tisto Dželem Dželem? Ja, pa to je tista himna, ko je razpesek čilej. Res so, kaj pa ti če te ponoviva? Ja, ode. Ja, te pa ajde. Dželem Dželem, lungo ne drumenca, maladilem, šukare rumenca. Dželem Dželem, lungo ne drumenca, maladilem, bahtale rumenca. Aj romale, aj šabale, ala volila ke kale jaka, kaj si gugle sarduj kale draka. Ala volila ke kale jaka, kaj si gugle sarduj kale draka. Poleg svojega materinskega jezika slovenščine se želim tudi naučiti še romščino, saj bi se lahko s svojo najboljšo prijateljico pogovarjala v njenem maternem jeziku. Ti tvoj jezik je tako fajn, je lejko bi si še dole včele poučavala o tvojem jeziku. Ja, lejko, na srednjem vrhu sem kaj. Mi se pa te dobila v diaspori? Lejko. Dobro, samo še nekaj besed, co kaj res, tako meni kaj počneš. Vi se pa so druge še ne vem, boš me mogla te navčiti malo, ko mi se ne boš te poučavala. Če poznaš, te boš fejst enostavno nadaljevala. Bom. Hvala, te se vidiva. Dio. Hola, yo soy André y yo aprendí cómo hablar español cuando era muy pequeño y porque mi padre es peruano y por eso hablamos español en casa. En este siglo el Internet se ha convertido en la biblioteca a disposición de todas las personas alrededor del mundo. Es por eso que ahora los estudiantes o cualquier persona que necesita saber el significado de una palabra acude a un buscador para buscar un diccionario. Es por eso que los diccionarios convencionales de papel como el DRAE han tenido que reinventarse e incluirlos en la web para poder llegar a más usuarios a nivel mundial. Español es una lengua muy usada en el mundo. Español hablan en España, Centroamérica y Suramérica. En el mundo hay más de 550 millones de hablantes españoles. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también informalmente como Castilla en algunas áreas rurales e indígenas de América, pues el español se empezó a enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la corona de la Castilla. All of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up in optimism. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you talking trash. Hold me back, I'm about to smash. Yeah, I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight, thinking how could I be so selfish? But you call about 1,000 times, wondering where I have been. If I go to jail tonight, promise you pay my bill. See, they want to buy my pride, but they just line up for sale. 'Cause all of my kindness,
Zaradi življenjskih okoliščin je moj materni jezik poleg slovenščine tudi angleščina. Saj moj oče prihaja iz Gane, kjer je uradni jezik angleščina in tako sem se nekako vzporedno skupaj z slovenščino začela od malih nog učiti tudi angleščino. Angleščina je tudi naš družinski jezik, večinoma časa se doma sporazumevamo z angleščino. Poleg tega pa lahko rečem, da mi je angleščina pomagala pri razvoju svojega talenta. Zelo rada pojem angleške pesmi. Če lahko še jaz kaj pripomnim, menim, da so slovenske pesmi zelo podcenjene glede na kvaliteto, saj se oglašajo bolj angleške pesmi, saj se z njimi najstniki lahko bolje sporazumevamo in jih bolje razumemo. So I'm the native speaker here, and I'm extremely fortunate to have found a job in my mother tongue, which means it's so much easier for me to speak all day long with all the students and to do my job well. When I have to speak Slovene, it's a lot harder. I have to think a lot more, and I usually end up with a headache at the end of the day. So my mother tongue is English, my second tongue is Slovene. I find that speaking in English is easier and there are more words and I can express myself more. My brother's 2 years younger and his Slovene is better than mine. Zvesto srce in delavno ročico za dotok je. Nima milijonarka, da bi izvoljena devica. Zvesto srce Ali želiš izboljšati svoje znanje slovenščine na zabaven način? No, potem je Besedoboj igra zate. Besedoboj je mobilna aplikacija, s katero nedvomno izboljšaš svoje znanje slovenščine, tako da preprosto klepetaš s sogovorcem. Zanimivo pa je, da se pri tem pomeriš z raznimi slovenskimi književniki. Tekmuješ na vajanju besed, ki se začnejo s črko, s katero se je prejšnja beseda končala. No, zadeva tudi ni tako zelo preprosta, saj ima igra svoje omejitve in pravila, ki jo malce otežijo. Enkrat morajo to biti na primer samostalniki, spet drugič besede s 6 črkami in podobno. Liki, ki v igri trenutno sodelujejo, so pesnica Lili Novi oziroma besedna umetnica, ki ni para, znana slovenska pisateljica Zofka Kveder ali bojevnica s peresom, človek s hecnim odnosom do kave Ivan Cankar, zadovoljni Kranjc Valentin Vodnik, rdeča raketa Srečko Kosovel in nenazadnje veliki, največji slovenski pesnik France Prešeren. Vsak od njih ima na voljo 10 iger, ki se razlikujejo po težavnosti in načinu igranja. Aplikacija je povezana s spletnim portalom Franček, da si lahko ob kakšni neznani besedi takoj pomagate. Vabljeni torej k učenju na zabaven način in merjanju moči z velikani slovenske literature. Tudi konec tega meseca boste lahko prisluhnili zanimivemu GFML-jevcu v našem podcastu. Dijaške izmenjave so zelo pomembne, saj dijaki pridobijo izkušnje iz komunikacije, tujih jezikov, ter se seveda veliko naučijo tudi v tujih državah. Tako da jih vsekakor priporočam. Sam imam najlepšo izkušnjo iz izmenjave na Portugalskem, iz kraja Setúbal, v neposredni bližini Lizbone. Z gostitelji imam še danes zelo, zelo lepe povezave, večkrat se slišimo, tudi sam sem bil pogosto v Lizboni kasneje in sem si seveda tudi vzel čas, da smo se ponovno dobili. Uživajte v pomladi in se gledamo v naslednji oddaji. Adijo!